Okej, živjo, kako se maste. Pogledal sem na koledar, a ne, in ugotovil, da je danes 1. maj. In je prejšnja nedelja bila zadnja nedelja v mesecu, a ne. In sem objavil video od Gredi namesto Reddit dan. Ampak imam ponudbo za vas. Kaj če bi se delali, da je danes 31. april? Zdaj nekateri bojo verjetno rekli, čakaj, to ne obstaja. Ampak veš kaj? Tukaj obstaja in danes je zadnja nedelja v mesecu. Nočem slišati nobenih ovc, ki pravijo, da je danes že 1. maj, da je prva nedelja v mesecu. Danes je 31. april, se razumemo, zadnja nedelja v mesecu. Okej, dobro. No, kakorkoli že, gremo urediti dan. Kdo ima največji vpliv na Denkov kanal? 7-letni hejterji, ostali slovenski youtuberji, prijazni ljudje v komentarjih, moderatorji in sam Denko. Vpliv na moj kanal ima zgolj in samo usoda. Subnautica, carsko, Reaper Leviathan v polnem elementu, to je dobra risba, to je zelo nice. Še shading in vse carsko. Denko je spet sas, moj bog. Dobesedno vsem najdete Amogus, prosim, no, ojoj. Subnautica below zero, še ena carska slika, še ena vote. Ja, isti je narisal, nice. To so pa robotski penglingi, a ne. Risal sem Huggy Wuggyja, cool. A ja, naznanili so, da bo prišel chapter 2 od Poppy Playtime, enkrat kmalu, ni še zunaj, ampak kadar pride ven, ga bom igral. Mogoče bo drugo poglavje malo bolj srhljivo, ali pa ne, kdo ve. Kako veva, da so res mrtvi in da se ne pretvarjajo? To je malo temačen meme. Denko in nov video. Tako se ne uporablja tega mima. Denko logo narejeno v programu Sketchbook. Nice, lepo. Denko v stilu grafita. Dejansko full cool. Ogromno risb tokrat, zanimivo. Ko se odločim, kaj naj jem, goveja juha ali solata. Oboje, zakaj pa ne oboje? Parakopter, to je malo star mim. Odločil se je biti sas, kot Denkus. Ja, v to sem sam shodil, a ne. Ko Denko za 1. april ne objavi šale, za 1. april sem imel korono, tako da sem bil bolan in nisem imel energije za biti pri računalniku v Sorči. No, vsaj prebolel sem jo, tako da, yes, Gary X Gamer, Svečenko. Ne vem, lih toliko o tem, ampak Gary X Gamer je pa top tier content. Dobri stari časi. 3. del, Five Nights at Freddy's tokrat, No, da vidimo. Prvi Five Nights at Freddy's iz leta 2000. Mislim, da je spet copyrightana muzika. Če samo daš link od komada, kaj je v tem videu, to ne pomaga. Še vedno lahko dobim copyright claim, samo tako. Si bom pa pogledal potem sam. V glavnem, spomini na Five Nights at Freddy's so dobri. Kadar sem na 7. noči končal 20 način, sem bil tako vesel. To zna biti moj najbolj ponosen achievement kot gamer. Upam, da vam je všeč. Ja, mi je všeč. Lepo videti šprica tukaj. Enderman z random orožjem, okej. Ali se tudi vam kdaj zgodi, da te Denko da urediti video, a tvojega mima ali fanarta noče komentirati ali vsaj ne z dobrimi besedami? Ne vem, kaj imajo Illuminati veze s tem? Ne, ampak resno, včasih kakšen mim ali pa fanart dobi ogromno upvotov, za fanart itak ne morem dosti več reči kot to, da ali pa zgleda cool ali pa fine trud ali neki. In mim pa ni nujno, da je dober in dobi dosti upvotov in pol ne vem, kaj bi komentiral nanj. Čakaj, front aside, dajmo pogledati, kakšne mime imaš ti na tem Redditu. Ta fanart je bil tvoj, tega se spomnim, zato jaz sem rekel, da je dober. Ali ne vem, kaj sem rekel, ampak dober je v glavnem. Nisem bilo treba razburjati v glavnem. Apple plus Denko. Denko. Zakaj sem plešast? Ne, okej. Zakaj je to video? Zakaj ni to samo slika? Zakaj je video iz tega? Zakaj je 4 sekunde video? Okej, malo sem se pomiril. A bi probal še vse okuse o rakete? Tako kot sem s CD-vito naredil. Mogoče, ampak ne vem. Jaz ko vidim, da je Denko preskočil moj mim. Okej, dajmo spet iti raziskovati. Holiday Celery, kjeri mimi so tvoji?
tega smo danes videli. In vem, da sem reaktu na vsaj nekatere od teh v preteklosti, tako da spet ne vem, zakaj je treba delati dramo. Če ne pa mim gremo naprej. To se v resnici ne bo zgodilo in naj tako ostane. The Book of Truth, knjiga resnice. Denko začne igrati Fortnite. Ne. Verjetno sem o tem že govoril v preteklosti, ampak za tiste, ki ne vejo, enkrat sem poskušal igrati Fortnite, dolgo preden sem postal youtuber in po eni igri sem ugotovil, da to zares ni zame in ga zbrisal. Pač niso zame take igrice, kjer se streljaš z drugimi igralci v PvP arenah in to. Ranking youtuberjev, ki so igrali Gang Beasts. Ja, haha. Deka Bogi je, no, povabili smo ga, pa je prišel in njegova rit je bila sprašena. Gang Beasts je zabavna igrica. Upam, da bomo kdaj spet lahko kaj snemali skupaj vsi. Zato sem porabil 15 minut. POV Denkotova vojska. Masten Rogluč. Mi je všeč, da Masten Rogluč ima roglič obrnjen na tak način, da zgleda, kot da ima hudičeve roge. Lep detajl. Sicer je pa ta mem zelo zastarel. Ja, vojna je že zdavnej končana. In to zgleda, da bo to od memov, ko so dobili več kot 10 upvotov ta mesec. Jej. Ok, to je to od memov, ampak zdaj pa čas za eno novico, ki ne vem, kako bo sprejeta. Eno od najbolj pogostih vprašanj, ali verjetno kar najbolj pogosto, ki jo dobivam v komentarjih, je, kdaj bo Botcraft, ali pa zakaj ni več toliko Botcrafta in tako naprej. Zdaj, če sem iskren, nasploh sem se malo naveličal Minecrafta, trenutno pa tudi nimam skoraj nič časa in Minecraft videi še posebej na Botcraftu so zelo težki za narediti. In rabiš ogromno časa za posnet video, ki je komaj 15 minut dolg. In pa tudi močno sem zgubil motivacijo in inspiracijo karkoli delati, zato ker dobesedno nobenega ni na serverju. In se mi zdi, da je tako skoraj z vsemi drugimi tudi. Tako da ta novica mogoče ne bo vsem všeč, ampak sem se odločil, da bom Botcraft dal bolj na stran. Že tako je bolj na strani. In bom začel eno novo Minecraft Vanilla serijo, ki bo veljala za glavno Vanilla serijo na kanalu, vsaj za enkrat. In začne se verjetno že z naslednjim tednom, tako da pripnite si pasove, stisnite zvonček in se vidimo takrat. In upam, da razumete, Botcraft je trenutno zelo težek kraj za dobiti neko grozno motivacijo. To ne pomeni, da zapuščam Botcraft, še vedno sem Botcrafter, edino bolj na stran ga bom pač mogel dati. Tako da upam, da razumete, zakaj je to zvenelo tako žalostno. Ne, vse bo cool, ok, carsko se vidimo, adios.